Katera oblika rečnih strug najbolj poveča grožnjo za poplave? A. Meandri, B. Ravna ali kanalizirana korita, C. Rečna struga z jezom oziroma vodni zadrževalnik oziroma D. Vse zgoraj naštete. Rečna struga z jezom. Rečna struga. Prepričam. Sekunda. Rumeni so odgovorili z A, menijo, da so to meandri, vijoličasti pa s C, menijo, da gre za rečno strugo z jezom. Rumeni, kako to, da ste se odločili za meandre? Pri meandrih se reka vijuga in zaradi tega, ko priteče vanjo, se zaletava ob Stene? jaki in ovinki upočasnjujejo pot vode. In potem bi voda počasi narasla. Ja. Vi ste šli pa v drugo smer, rečna struga z jezom. C. Kako to, da ste se za ta odgovor odločili? Če preveč vode pride naenkrat do jeza, če ni dovolj trden, lahko tudi poči, če ne pa lahko okolica jezera, ki nastane za jezom, tudi poplavi. Jezerce in poplavi. Dobro razmišljanje. Mene pa zanima, katera oblika rečne struge je torej res najbolj nevarna. Oblika rečne struge lahko pomaga uravnavati pretok vode in s tem zmanjšati resnost poplav. Tukaj imam 3 primere rečnih strug in ena izmed njih predstavlja resno grožnjo poplavam. Gremo kar po vrsti. Tole je naravna oziroma vijugasta oblika rečne struge, imenovana tudi meander. Tako naravno vijugasto obliko rečne struge ima tudi Savinja, ki je tukaj za mano, in s tem je v bistvu zelo dobro omogočena absorpcija in pa razprševanje vode. Poleg tega taka oblika rečne struge omogoča tudi ustvarjanje poplavnih ravnic, kar je v primeru razširitve reke seveda zelo super, saj potem okolica ni tako zelo ogrožena. V naslednjem primeru imam jez, ki lahko služi kot regulacijski ukrep, ki uravnava pretok vode. To je še posebej dobro v nižje ležečih predelih, kjer ob prevelikem navalu vodo seveda ustavi. V tretjem primeru pa imam ravno kanalizirano korito, to je običajno umetnega izvora in to omogoča zelo hiter pretok vode, ne omogoča pa dobrega razprševanja in pa absorpcije vode. Kaj to pomeni v primeru, če se zgodi velika količina padavin? Kar poglejmo, dvignila bom tole loputo in kar naenkrat bo prišla voda v korita. In vidimo, da v primeru, kjer imam ravno kanalizirano korito oziroma tole strugo na sredini, začenja voda v spodnjem delu poplavljati. Tole korito je potem takem najbolj nevarno oziroma najbolj ogrožujoče v primeru poplav. Dobro, pravi, odgovor je bil tokrat B. Hvala, Jasna. Ja, odplaknila nam je tale poplava vse točke, ne? Dobro, nič hudega, še vedno je kar nekaj točk na zalogi.